Dobrodošli v tem brezplačnem energijskem pretoku. Ne? Zdaj me vidite na kameri, potem bomo imeli samo glasbo. Tako da zahvaljujem se za udeležbo tudi tistim, ki boste kasneje poslušali posnetek, ki ste si pač, bom rekel, ki ste se odločili za to izkušnjo. Ker v bistvu, poglejte, na nek način sem razmišljal, ne, sam sem se znašel pred eno precej zahtevno nalogo. Z tem energijskim treningom in energijskim pretokom se v bistvu ukvarjam že 10 let, ampak dejansko na nek način sem se izogibal, da bi delal neke take kratke, bom rekel, brezplačne predstavitve. Ne. V bistvu razlog je preprosto zato, ker pač ta pretok je treba izkusiti. Ta pretok moramo mi doživeti, moramo ga začutiti. Ne. In dejansko redko se zgodi, da ljudje, ki so prvič tukaj, ne, ki prvič pač to delajo, ne, da imajo neko izkušnjo. Ne. In zato sem pač te stvari učil samo v sklopu mojega treninga, ne, ker tam imamo pač to dovolj srečen, da lahko pač, bom rekel, svoje stranke, svoje učence vodim, da res pridejo do te izkušnje. Ne. Ker plejte recimo, ne, čisto tako, bom rekel, eno vprašanje, kdo izmed vas je že bil v hotelu z 5 zvezdicami? Naj mi hitro napiše. Ne. Bil konkretno fizično hotel vsaj 5 zvezdicami. Jaz sem bil v Dubaju v hotelu Atlantis, v hotelu z 7 zvezdicami, ne? Tako da je mogoče še nek tak, ampak je bil že kdo v hotelu s 5 zvezdicami. Upam, da tale moj glas dejansko ne hodi do zadnje slovenske vasi, upam, da niste predaleč, predolgo, ne? Da ni pred zamika od tam, kar jaz govorim, do tega. Ok, niste še bili. Okay. Zakaj v bistvu gre? Ne? Ker, poglejte, nekdo ali pa recimo tukaj imamo enega gospoda, ne bom rekel, kako mu je ime, da pač ne bomo na posnetku, moški, spoštovani moški, ne? Z enim dobrim avtom ste se pa že pelal, ne? Napište mi, ne? Če niste bili v hotelu s 5 zvezdice, ste se zagotovo peljali s kakšnim dobrim avtom, ne? Dobrim avtom, ne Golfom ali pa Škoda Octavia, z dobrim avtom, ok? Ok, v redu, zdaj upam, da ne bo gospod napisal, da ga to ne zanima, ne, okay. Ampak v redu, tudi to lahko sprejmemo, ne, ok, super. Plejte, v bistvu, zakaj gre, ne? Gre v bistvu za to, ko greš v hotel s 5 zvezdicami, ne, je težko nekomu, ki je bil v hotelu s 3 zvezdicami, ali pa 4 zvezdicami razložiti, v čem je razlika. Ne? Ker v bistvu vsi rečejo, ja, saj je vse isto, saj ni nič posebenega, zakaj pa bi sploh dal denar za to? Ne? Isto recimo glede avtomobila, ne? Zakaj pa bi imel tak dober avto, saj to sam, ne, karkoli se že reče po slovensko ali pa kaj to. Ne? Ampak v bistvu, ne, ni isto, ne? Ker v bistvu v hotelu s 5 zvezdicami je hrana drugačna, imate biološko hrano, imate postelina je drugačna. Jaz sem bral recimo v teh nekih boljših hotelih vsake par mesecev te jogije menjajo, recimo. Ne. Potem postrežba, recimo v Atlantisu, kot sem bil, ne, je recimo vedno, ko si prišel, te je pač ta portir, ne, ti je rekel, dobrodošli nazaj doma in tako naprej. Se pravi, to je čist drug svet, ne, in dejansko te stvari moraš doživeti, ne. Zdaj, v bistvu pač vprašanje, ki bo mogoče nekomu všeč, večini mogoče nekomu ne bo, zakaj bi to plačal, ne? Zato, ker lahko, ne. Upam, da lahko, ne. Tukaj smo, da pač postanemo bolj uspešni, srečni in tako naprej in da bi lahko, ne. Tako da v bistvu, ja, da ni vse isto. Zdaj vprašanje je, ali je energijski pretok isto kot meditacija. V bistvu, če med energijskim pretokom meditiraš, potem je isto. Drugače pa je bistvena razlika.
Ne? Ali je pretok energijski boljši kot meditacija? Ja in ne. Boljši je tam, kjer dejansko je boljši, tistemu, čemer služi. Zato, ker, poglejte, sam prakticiram meditacijo, ne? Sam prakticiram vodeno meditacijo, meditacijo v tišini, prakticiram molitev in delam energijski pretok. Ne? In vsaka stvar ima svoj namen in ima svoje mesto. In zdaj moja želja je, da z vami delim izkušnjo, ki jo je pač v moje življenje prinesla ta energija, ne? In energijski pretok. Ne? In zato pač bi vas povabil, da se pač probali bomo te srečanja narediti večkrat, tak torek bomo enkrat mesečno bomo naredili daljši pretok, drugače bomo naredili majhen krajšega, ne? Da pač imate neko izkušnjo. Glejte, energijski pretok pomaga do večje kapacitete energije. Pomaga, da zaslužimo več denarja. Ne 100 evrov več, ampak v bistvu res več denarja. Ne? Zakaj? Zato, ker se nam naša kapaciteta energije resnično poveča. Lahko tudi par 100 evrov do 1000, tudi več 1000 evrov sem že imel izkušnjo, tudi sam in moje stranke. Ne? Pomaga dejansko, da dvignemo to našo kreativno energijo, seksualno energijo, da obudimo zopet privlačnost v partnerstvu. Ne? Ker v bistvu partnerja se oddaljita zato, ker pač ta energija gre dol. Ne? In pač, ko te energije ni več, potem pač okej, ne? Se veste, kako je. Ne? In to v bistvu resnično pomaga. Ne? Imam stranke, ki mi pravi na začetku, se pride, gospa se skoraj ločuje, ne? In potem čez par mesecev pravi, kaj naj naredim, moj mož skozi za mano hodi. Ja, zakaj? Ja, zato, ker v bistvu se ta zadeva, sprememba zgodila. Ne? V bistvu ta energijski pretok pomaga, da premagamo stres in izgorelost. Ne? Izgorelost je pomanjkanje kreativne energije. To ni tako, pač, ko izgorite, pa malo hodite v gozd, pa malo se, ne vem kaj, delate, meditirate, pa preveč časa gre. Ne? Zato, ker tam delate na drugačni energiji. Tukaj je energijski pretok. Ne? V bistvu energijski pretok nam pomaga, da zacelimo rane preteklosti. Čas ne celi ničesar, čas samo malo zapraši, potlači, ne? In dejansko čas ne celi rane. Rane celi energija. Ne? Ampak v bistvu, kje je zdaj tukaj problem? Problem je v bistvu v tem, da ta energijski pretok, na neki način si ga moramo zaslužiti. Ne? V bistvu gre to za priklop, gre to za povezavo z neko vrste energijsko postajo, iz katere teče ta energija. Ne? In ta preklop moramo natrenirati. In večina ljudi potrebuje nekaj časa in v bistvu pač mogoče nekaj izkušenj, danes je bilo tako, ne? Da dejansko lahko se res priklopi. Ne? Ker v bistvu gre za to, ne? Da dejansko, bom rekel, pri meditaciji se fokusiramo, potem recimo vizualiziramo, različne vrste meditacije so. Ne? Pri energijskem pretoku je bistvo, da se predamo, da spustimo svoje misli, da zaupamo, da popolnoma odklopimo. Šele ko popolnoma odklopimo, ko popolnoma spustimo kontrolo, dejansko se začne nekaj dogajati, se začne energijsko polnjenje, se začne energijsko tuširanje, se začne energijsko zdravljenje. Ne? In tisti, ki pač boste želeli spremeniti svojo vibracijo, svojo energijo, svojo frekvenco, svojo kapaciteto, bi vas povabil, da se pač probate čim več udeležiti. Ne? In tisti, ki boste majčkeno začutili, boste hoteli res narediti neko konkretnejšo spremembo v življenju, ne? Bi vas seveda potem povabil, da začnete resno trenirati in se priključite energijskemu treningu. Ne? Tako da v bistvu, ker je pač delamo tega še več in je še močnejše. Ne? Tako da, glejte, v bistvu tisti, ki pač imate neko izkušnjo z meditacijo ali pa nekaj takega, če rečem, pozabite jo, pustite jo zdaj na stran. Ne? Gre za to. Glede, mi bomo šli tukaj v popolno sprostitev našega telesa. Na začetku bo majčkeno vodeno, ne? Potem je sama glasba, ne? In v bistvu dejansko gre za to, če si predstavljate, da ležite na plaži, ne? Okay? Ležite na plaži in potem se popolnoma prepustite sončnim žarkom,
sončni žarki vas božajo. V bistvu to je tako, kot recimo, ko ležite na tistem ležalniku ali pa na brisači, kot da dejansko greste čist noter, se pogreznete noter v to in se čist sprostite. In dejansko ne razmišljate na nič, ne? Misli v bistvu pač, če pridejo, pustite, da kar tečejo, se ne vpletate, enostavno se popolnoma predamo, popolnoma prepustimo. Ne? Mogoče zgleda pač to enostavno, ampak samo za ilustracijo, pogledajte recimo pri meditaciji, ne? Glavni cilj meditacije, ne? Cilj meditacije je, da popolnoma spustimo svoje misli, da ne razmišljamo, ne? Pejte, recimo, če vam rečem jaz, ne razmišljati o zelenem slonu, ne razmišljati o zelenem slonu, ne razmišljati o zelenem slonu. Ne? Okay, a ste pomislili na zelen slon? Večina ljudi je gotovo pomislila na zelenega slona. Ne? Okay? Recimo, za mene ta zadeva ne deluje. Ne? Jaz ne pomislim na to. Ne? Imam pač toliko treninga za sabo, da kontroliram. Ne? To pomeni, pri meditaciji je glavni cilj, da spustimo misli. Pri tem energijskem pretoku je pa v bistvu to začetna točka. Tukaj začnemo in tukaj se prepustimo, ne? In dejansko pač spustimo kontrolo, popolnoma zaupamo in tako naprej. Ne? Tako da majčkeno da razumete, glasba je tukaj pač zato, da nam pomaga kontrolirati svoje misli. Zato je v bistvu glasba. Ne? Včasih me vprašajo ljudje, Miran, kje pa si našel to glasbo? In potem rečem, nekje na YouTubeu, neko brezplačno glasbo, ki je primerna, dobim. Jaz bi tudi ta glasba. Glasba ni, je v bistvu frekvenca. In dejansko pač tukaj, majčkeno bom kasneje povedal še glede tega, ne, ključ je pa sem tukaj tudi jaz, ker jaz pač tukaj sem energijski prevodnik in pomagam neko večjo, močnejšo frekvenco vzdrževati in v bistvu pač to zadevo peljati. Zato je pač zadeva močnejša. Tako da jaz bi dejansko kar za tiste, ki pač ne marate biti na plaži, okay, si lahko predstavljate, da se tuširate, okay, da tuš pada, takole, ne, lepo vas boža voda in odplakuje vso vašo napetost, energijo in tako naprej. Tako da predlagal bi, da kar začnemo, ne razmišljati, ne si poskušati karkoli vizualizirati, ne se fokusirati na dihanje, to ni to. Glejte, jaz delam meditacijo posebej, dihanje, 4 sekunde vdih, 8 sekund drži, 4 sekunde izdih, to je druga zgodba. Ima drugačen namen, drugačne rezultate, drugače. Tukaj gremo za to, da se naučimo energijsko napolniti, energijsko regenerirati, da se naučimo energijsko spremeniti našo frekvenco, energijsko pozdraviti in tako naprej. Tako da, upam, zdaj ne vem, ima kdo kakšno vprašanje doslej, do tega trenutka najbolj, da probamo, ne, zato je pač fino, da se večkrat to proba, da dobite to občutek, ne, in potem dejansko greste lahko v pretok in, ne, če bo koga malo glava bolela, vrat bolo ali pa kaj, je to zaradi blokad, pa bomo o tem kasneje se še kaj pogovarjali, ne, ampak dejansko ne v bistvu, če vas slučajno začne vrat boleti, dejansko ne se upirati, ampak spustite, pa probajte se sprostiti, pa mogoče prost energijo, da vam to sprosti, da vam pozdravi, da vam prebije to blokado. Jaz bom kamero zdaj ugasnil, bom prižgal posnetek, 20 minut bo trajala ta naš energijski pretok, potem bomo pa še kakšno rekli, sem odprt za kakšno vprašanja in tako naprej.